Penka z naslovom Odstiranja. Pa bomo kar začeli z Aleksandrom. Njegova razstava je tretja samostojna razstava v naši galeriji. Za to razliko, da je tokrat nastala na pobudo Dušana Hedla, ki je danes z nami. On vodi kulturni center oziroma Zavod za umetniško produkcijo in založništvo. Oni so bili pobudniki in mi smo se seveda odzvali, gre za našega domačega avtorja. Nazadnje pri nas razstava leta 2020, to je bilo tisto nesrečno korona leto, ko smo razstavo tudi zaradi pandemije, oziroma smo vrata galerije zaprli, tako da ni bila več čas na let razstava, se spomnim, to je čudno leto, ampak tokrat so pogoji bistveno drugačni, bistveno boljše. Kot ste verjetno že na prvi pogled videli, mi pa, ki smo nekako sledimo njegovemu opusu že vrsto let, je že na prvi pogled opazno, da umetnikov osnovno izrazno sredstvo je barva, nedvomno, torej ta barvna nasičenost, barvna intenzivnost, ki nekako ves čas dominira in nagovarja, torej ta neposredna ekspresivna poteza tudi, tu se zelo čuti ta ekspresionistična tradicija, Pavlizem, Matisse in ostali ekspresionisti, celo Gauguina zaznamo v določenih delih, skratka zelo zanimivo različico teh potez je oblikoval v svoj likovni izraz. Nekako sledimo, ali pa ta razstava pokaže eno sobivanje, tako figuralike kot simbolnih elementov. Pri figuraliki bi morda izpostavila zlasti serijo portretov, ki so tudi v razstavni postavitvi zelo zgoščeni, poudarjeni, nekako izpostavljeni. In tu se mi zdi eno tako bistvo Aleksandrovega ustvarjanja skozi te portrete že vidno. Namreč on zmeraj podaja stvari z nekim notranjim pogledom, z notranjim čutenjem, tu ne govorimo o nekem realizmu, torej sem že rekla, da gre bolj za ekspresivne poteze, slika zelo hitro, veliko slika tudi, skratka, pripeljal je v galerijo več kot 50 del, zdaj na razstavih je 27. Že z tega vidika se vidi, da res intenzivno ustvarjaš, da nimaš nekih hudih prekinitev vmes. In ti portreti res izkazujejo, kako mu je važna ta neka notranja atmosfera ali pa neka notranja napetost upodobljenca, ki jo upodablja seveda skozi te intenzivne barvne kontraste, prelome, zelo močno poudarjeno konturo imaš tudi pri teh portretih, deformacije so zelo opazne tudi, vse to z nekim ustvarjanjem suspenza in usmerjanjem k nekemu notranjemu dogajanju podobenca. To se mi zdi, da je en taki likovni kredo njegove ustvarjalnosti in nasploh. Tako da k razstavi ali pa malo kasneje, v glavnem letošnjem letu, bo izdan tudi bo omenjeni zavod, kulturni center, izdal tudi katalog. Mi bomo prispevali besedilo za ta katalog, bo pa to precej obsežen že napol monografija, ogromno reprodukcij bo, tako da bo res razkošen katalog in bomo seveda ob tem pripravili ločen dogodek, da spromoviramo tudi to publikacijo. Tako, jaz želim uspešno popotnico razstavi, upam, da boste uživali, da vas bo nagovorila, vsak si bo verjetno zbral kaj zase, pa morda vabim na tem mestu tudi Aleksandra, ko mogoče dopolni, kako anekdoto dodaš, pa kako misel. Ja, mislim, je že naslov povedal, mi je osnovno barvno rumen. Z njo držim direktnost, posebej figuro, tam nastane se slika. No.
Ja, rumena je res neki leitmotiv, nekako povezuje, ne, tako da se mi zdi zelo ustrezen naslov. Včasih se celo zdi, kot da so določene slike prežarčene s to močno svetlobo, kot da že prideš približno s nekim rentgenskemu pristopu, ne, ko je samo potem tiste konture izpostaviš. So samo konture. Ja, ostalo pa ni tako bistveno. Ja. Še kakšno vprašanje za umetnika? Ali pa mogoče kasneje? Sedaj pa kar predajam besedo dr. Robertu Inhofu, ki je kustos razstave Boruta Popenka. Kasneje pa še povabimo besede Boruta, kar izvolite. Hvala lepo. Lepo pozdravljeni. Zdaj, zakaj smo se odločili za razstavo Boruta Popenka? Razlog je v bistvu samo eden, ker gre namreč za izjemno kvalitetnega umetnika, ki še deluje v polju geometrijske umetnosti. Zdaj, geometrijska umetnost je nekaj, kar je v bistvu neizčrpnega, saj imamo permutacije teh geometrijskih likov, njihovih sestavljanj, barvnih kombinacij. Pri Popenku pa imamo zdaj določene mimikrije. Najprej, ko gledamo te slike, se nam zdi mimikrija, kaj je zdaj to, ali je to papir, ali je les, ali je platno. In druga mimikrija je sama mimikrija stene. Zdaj, ali je prostor spredaj, ali je za njim, ali je sama slika, prostor, vse se nekako predrugače. In tisti prvi občutek, ki ga imamo, je občutek, kot da te slike ne bi bile narejene s človeško roko. Se pravi, ne dekoracije, ne izrezan les s pomočjo CNC tehnologije, ampak nekaj, niti ne aheropoetoj, kot so to včasih rekli za določene ikone, ki naj bi bile ne narejene z umetniško roko, ampak odtis prave od sebe. Prej bi rekel, da je isti sentiment, kot smo ga videli recimo v Kubrickovi Odiseji 2001, tisti monolit, ne predmet, ampak izgotovljen objekt, ki je nastal v nekem drugem svetu in potem pristane v našem svetu. Zdaj, z geometrijo je tako, včasih so geometrijo povezovali z človeškim delovanjem, ko je filozof Aristip doživel Prodolum in je priplaval na Rodos, je videl narisane geometrijske like in je rekel, nadejajmo se dobrega, vidim geometrijske like, se pravi, vidim znamenja ljudi. Danes bi lahko rekli ravno obratno, ko vidimo geometrijsko umetnost, je zadnjo nekak značilna ravno odsotnost ljudi. In seveda percepcija, človeška percepcija je taka, kot sem že nekajkrat na vodstvih omenil, Ernst Hans Gombrich jo je zelo dobro ujel v frazi schema plus korekcija. Mi imamo neko schemo nekega predmeta in potem vse tisto, kar je koliko toliko najbliže temu, zaznavamo kot ta predmet. Zdaj recimo tiste sliko pri pišču vidimo, se takoj spomnimo na polkna, ki nihajo v veter, zato da je to nekaj najbližjega, kar poznamo iz našega izkustva. Zdaj, Popenko tukaj vpelje alternativo, ali dojemamo te slike kot nek predmet, ki ni nastal človeško roko, ali ga pa dojemamo kot objekt, ki je nastal s človeško roko in v tem smislu vidimo tudi neko subvezivno oblikovitost. To nam kaže ta moment polken, moment polic, moment vrat in seveda moment teh zavihkov, ki nas spomni tudi na, recimo, na reklamne fotografije preprog. Preproge so ponavadi tako fotografirane, ne vem sicer iz katerega razloga, da je en kot zavihan. In tisto, kar ustvari Popenko s temi svojimi slikami, je komunikacija 4 elementov. 3 prostorskih, se pravi dejanskega prostora, iluzornega prostora, za sliko samega nosilca, v katerem slika visi, in tudi slike same, ki so v prostoru predrugače. Zdaj, slik je po nekem štetju relativno malo.
spodaj jih je 17, na balkonu jih je 8, vsega skupaj 25, ampak mislim, da je to ena izmed največjih Kopenkovih samostojnih razstav doslej in tudi odslej naprej. Dobro, jaz bi rekel, da je zdaj to tretja v enih seriji teh razstav. Prvič sem se predstavil leta 2024 v umetnostni galeriji, kasneje sem gostoval v loži, ampak te razstave sem v bistvu vse sam postavljal. Po mojem občutku sem jih preveč natrpal za sam galerijski prostor in všeč mi je, koliko smo se z Robertom tukaj ujela pri sami postavitvi, tako kot so v bistvu slike grajene v nekem smislu, da je manj več, smo se tudi pri postavitvi držala, da je treba boljše manj obesic, da stene zadihajo in da pol tudi cel prostor zaživi v eni podobni koreografiji, kot so tudi slike sestavljene. Omenil bi samo še tole, ko Kopenkov v svoji mali mizarski delavnici pod okvirje za svojo oblikovano platno sestavlja sam. Žaba in sestavljanje. Ja, mogoče naprimer, jaz vidim, malo je drugače kot klasično slikarstvo, ko imaš ti že narejen pod okvirjem platno, ki ga lahko kupiš. V bistvu se jaz nekako lotevam kot en arhitekt, v bistvu to zamisel najprej skiciram in si v glavi odejanjem, in potem začnem s tem pod okvirjem graditi, seveda, ker ne moš takega kompozicije nekjer nabaviti, ki si jaz zamislim, je to nujno zlo, da si jaz moram sam narediti pod okvir. In potem, ko je slika pripravljena za poslikavo, se komaj začne to slikarsko veselje, ko se začne ukvarjati z barvami in mi je to izziv, s katero barvo sem sploh lotil te določene konstrukcije, ker nekako vsak motiv zahteva svojo barvo in se v bistvu potem naknadno odločim v končni fazi sploh kakšne barvne tono bo objekta, pa slika posijala na koncu. Jaz bi mogoče samo dodala, da se ta formula, da imamo sočasno v istem razstavnem terminu enega domačega avtorja, enega gostujočega, zelo dobro odnese tudi zaradi publike, ker se malo meša publika. In hkrati se mi zdi tu zelo dobro, kako se razstave sploh ne motita, ker sta kontrastni tako zelo. Mislim, da sta na ta način zelo dobro funkcionirata, sta v nekem zanimivem dialogu. Ta zelo umirjena, tista zelo živahna, s temi močnimi kontrasti in vse polno dogajanja, tu pa neka umirjenost, zanimivi barvni odtenki, nič kaj ne kriči, vse zelo tako, se mi zdi zelo dober primer sobivanja obranega. V ostali Borota Kopenka bomo izdali e-katalog. Tekst sem zaključil predvčeraj, prvič in danes, mislim, kot enič sedmič. In bomo še to malo nadaljevali, tako o realizaciji bo še preteklo nekaj časa. In tekst bo čedalje večji, čedalje bolj drugačen, stavke se bodo menjale. In to je tudi ena faza nastajanja. Nekako me je zelo prevzelo ne delo samo po sebi, kako sem jih videl, ampak delo na razstavi. V sinergiji z ostalimi slikami in z opozarjanjem na sami sebe. Zato sem imel občutek, kot da ne bi bile te slike narejene še za široko. Vse ni niti nobeni sledil Čopičemu. Tudi če je slučajno črta potegnjena, je potegnjena črta v povsem tehničnem smislu. Ni nekega osebnega vpisa, ampak je vseeno izjemno oseben in prepoznaven izraz. Pa še, kako sem rekel, na tisto, od česar pri geometrijski umetnosti ne bi pričakovali,
smisel za humor in neke vrste toplino. Če kako vprašanje za umetnika ali pa za vložnika? Ja, mogoče se pravi razstava, oziroma umetnika sta zelo različna, je pa mogoče vsem kakšna skupna stvar, ki jo vidita. Meni se zdi, da izjemno prepričljiva vsak v svojem likovnem pristopu. To se mi zdi ključno in mene zelo nagovori ta iskrenost, ta pristnost, naprimer pri Aleksandrovih delih, zdaj, ko smo jih toliko dobili v galerijo, ker jih bomo potem tudi tiste depoje fotografirali za kataloge, pa še pride en kombi z približno 40 strani Dušana, tako da to bo vse pripravljeno. Ja, pri Bogotu pa tudi. Čisto drugačni likovni pristopi, ampak učinek je prepričljiv, mislim, oboje prepričan. Barva je ta dominanta, ki prevladuje v Aleksandrovih slikah, ki gradi bolj na kontrastih in pa pri meni je tudi v bistvu barva. Ker kot se v nekem konstruktivizmu pa takšnih abstrahiranih zadevah se zelo dost črno-bele risbe uporablja ali pa ti neki bolj zamolkli toni. Meni pa vseeno barva tista primarna. Mogoče, če slovenske avtorje, mogoče Bogdana Borčiča ali pa Gustava Hnameša v tem prostoru lahko predstavim, da sem jaz tu mogoče nekako še abstrahiran v tej strani, v tej smeri dalje. Kje pa očitko tega bi? Po razno raznih objektih, lahko je arhitektura, lahko je vsa okolica okrog mene in pa stvari v redukciji. Tisti minimal, da še v bistvu hoče pač abstraktno sliko narediti, da vse te odvečne momente izbrisati na stran in v bistvu, da res da oblika in barva dominirata. S čim manj asociacijami, ampak vedno pa pride do nekega globinskega momenta še vedno, da mrežnica v očesu zavibrira. Ampak na prvi moment je mogoče videti, da informacije da vidi, kako že tako računalniško napravljeno, pa v bistvu ni, Zdaj se spomnim, mogoče tudi v tej galeriji en arhitekturni element, ko prideš tam ob strani, se ena betonska polkna, ki jih jaz tudi mogoče uporabljam v mojih motivih. Jaz pa študijo risb, tako primerjam z barvo, s paleto, v bistvu, barvo, da sem nalačen. Znanih ljudi z bližnje okolice? Zato študija ne znanih, študija so ne znanih. Ampak pri portretih pa imaš, kar dosti znanih podobnosti. Ja, da je se posodi, in ličnost, neko soličnost. Pa izbiraš podobljence po kakšni logiki, ali čisto? Lahko pravim to, subjekcijo, to sem poslikal eno, ko se večkrat pojavlja post v galeriji. Vsaki toliko po enem periodu, ko je postal že stalen, in točen period so mi potem skenili z barv. Hoče poklop publiki. To ste kar dosti ljudi prepoznali, vse so nalepkice zraven, ampak vse portreti. Dobro, hvala lepa. Danes je otvoritev 18. uri, tako da vabljeni, da ostanete. Razstavi trajata sta na ogledu 21. maja, že naslednji teden ob 10. v četrtek ob 10. ob 17. uri popoldan sta tudi že prvi javni gosti brezplačni po razstavu. Tako da vabljeni. Še ne samo od vas prosila za 2 minuti, če vas lahko ukradne posebej, kako vam odgovorite.